Pozdravljeni, bratje in sestre! Prejšnjo nedeljo smo praznovali vstajensko nedeljo, spomin na Jezusovo vstajenje od mrtvih ter upanje in zagotovilo za naše vstajenje in večno življenje. Verjamem, da nam je Gospod v tem velikonočnem času obnavljal in utrjeval vero v resničnost Jezusovega in našega vstajenja. Vstajenje je ena ključnih svetopisemskih resnic, v katero je treba verovati. Če Jezus ni vstal, potem tudi ni našega vstajenja. Če ni vstajenja, potem je vse brez smisla, vključno z našim življenjem. Potem je krščansko oznanilo prazno in prazna je tudi naša vera. Ne samo to, mi, kristjani, smo potem lažnive priče. Pravi apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom 15:14-15. Vendar je vstajenje Jezusa Kristusa resnica, ki so jo mnogi doživeli in jo še danes doživljajo. Jezus Kristus je vstal od mrtvih in premagal smrt ter odprl vrata neba za tiste, ki vanj verujejo. Jaz to verujem in sem v tem velikonočnem času to resnico podoživljal. Upam, da ste tudi vi. O tem dejstvu obstaja veliko zgodovinsko dokazov, ker daje naši veri popolno verodostojnost. Jezus je zgodovinska osebnost in njegovo odrešensko delo na lesu križa je največja pridobitev in edina rešitev za padlo in izgubljeno človeštvo. Zanimivo je, da po vstajenju od mrtvih Jezus ni takoj odšel v nebesa, temveč se je še 40 dni zadrževal z nami na zemlji in svojim učencem obnavljal in utrjeval zamajeno vero po njihovi popolni tragediji vere in razočaranja zaradi Jezusovega trpljenja in smrti, ker tega niso razumeli in zmogli sprejeti, čeprav jim je o tem velikokrat govoril in naznanjal. Božja beseda temelj je, pokriva me in osvetljuje pot. Milost se nikdar ne konča, v življenju mojem upanje živi. Žgal si ogenj v srcu mi, žejo le po tebi vzbudil si. Besede, o Bog, ne preminejo, tvoje ime slavimo vsi. Povzdigujemo vso večnost, ostal boš oslavljen.
Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. A Bog je pred mano, On je z menoj, On je v meni, je ljubezen mojega srca. Zaščitnik je moj, skrbi za mene. Njegova milost je čudovita vsak nov dan. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Bog je pred mano, On je z menoj, On je v meni, je ljubezen mojega srca. Zaščitnik je moj, skrbi za mene. Njegova milost je čudovita vsak nov dan. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Da, to je dan, ki ga ustvaril je Bog. Radujem se in ga slavim. Že eno leto doživljamo težko svetovno tragedijo zaradi situacije COVID. Države so skorajda popolnoma zaprte. Mnoga življenja so izgubljena. Izgubljene so službe, osamljenost se je prikradla in upanje v boljše jutri počasi umira. Kljub temu, da se vlagajo neverjetni napori in denarna sredstva v okrevanje in odpiranje svetovnega gospodarstva in držav, nihče ne ve, koliko časa bo še potrebno, da si povrnemo izgubljeno. Želimo si druženja, bogoslužja v živo, kaj ne? Jaz si ga močno želim in upam, da se kmalu vidimo. Jezusovi učenci so potrebovali obnovo in okrevanje. A vidim in čutim, da tudi mi danes enako potrebujemo obnovo vere in okrevanje. Prisluhnimo Božji besedi, ki nam bo odkrila, kako je Jezus obnovil svoje učence in kako se je zgodilo njihovo okrevanje. Kajti Bog Oče nam je v Svetem pismu dal lekcije za vsako situacijo, s katero se bomo kdajkoli srečali. Apostolska dela so napisana tudi z namenom, da se mi naučimo, kako doseči obnovo vere in si opomoremo v času krize, tudi COVID situacije, krize vere, moralne krize in vsake druge oblike krize, ki jo doživljamo v tem času. Kaj ne? Verjamem, da tudi ti doživljaš krizo.
Pojdi z menoj sedaj v Sveto pismo in prebirimo iz apostolskih del prvega poglavja od 3. do 8. vrstice. Sveto pismo nam pravi takole. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazoval, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, o kateri ste slišali od mene. Zakaj Janez je krščeval v vodi, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem duhu. Ko so bili zbrani, so ga vprašali, Gospod, ali boš v tem času obnovil Izraelsko kraljestvo? Rekel jim je, ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Si predstavljate preplašene in izgubljene učence. Imeli so Jezusa. Jezus jim je zagotavljal obstoj. Hranil jih je duhovno in materialno. Bil je eden od najboljših učiteljev. Delal je čudeže, ki jih ni še nihče nikoli. Množice so se trle ob Jezusu. Videli so ga že kot osvoboditelja od težkega rimskega jarma. Videli so ga kot kralja in ustanovitelja Božjega kraljestva. Imeli so vse. Borili so se že za položaje v novem kraljestvu, ki so ga že tako jasno videli. Imeli so Jezusa ob sebi in imeli so mir. Imeli so varnost in imeli so prihodnost. Kaj potrebujemo mi danes? Kaj potrebuješ ti? Verjamem, da vsi mi potrebujemo živ odnos z Jezusom. Ni dvoma, da je čas, v katerem živimo, zelo negotov in težek. Mogoče se sprašuješ, kdo mi bo pomagal? Kdo mi bo pomagal v mojih težavah, v moji situaciji? Tudi učenci so se spraševali, ko so videli, da je njihov učitelj, njihov kralj, njihovo upanje umrlo. Jezus je videl njihovo potrebo, zato ni takoj odšel v nebesa, temveč se je še 40 dni družil z učenci, da bi jih obnovil in da bi obnovil njihovo vero in da bi dobili upanje, da bi obnovil njihove vrednote, ki so se zamajale z navidezno zmago sveta. Vsak od nas potrebuje Jezusovo družbo. V času krize je druženje z vsaj eno osebo zelo dragoceno. Vendar je najbolj dragoceno druženje z Jezusom. Zakaj? Jezus je Bog, kaj ne? In ima vse znanje in vso moč v sebi, da nam pomaga in da nam da rešitev. Jezus je ravno s tem namenom prišel na zemljo, da bi pomagal izgubljenim in pomoči potrebnim ljudem, torej tebi in meni, v najinih potrebah. Že veš, kakšno potrebo imaš? Zato te vabim, da obnoviš svoj odnos z Jezusom. Če ga še nimaš, te vabim, da prideš k njemu, kajti on te pričakuje zdaj, ravno zdaj, v tem trenutku lahko prideš v veri k njemu. In ga povabiš, mu samo poveš, Jezus, potrebujem te, pridi v moje življenje. Želim, da si moj odrešenik in želim, da si obnovitelj mojega življenja. In veš kaj? To se bo zgodilo. Kajti Jezus čaka na tvoj klic, na moj klic.
Učenci so gledajoč in doživljajoč Jezusovo zavračanje, trpljenje, krivično obsojanje, križanje in smrt utrpeli veliko duhovno, čustveno in materialno škodo, ki jo je bilo treba obnoviti. Njihova vera in vrednote Božjega kraljestva so bile zamajane. Tudi ti in jaz potrebujemo obnovo najine vere v Jezusa. Zakaj in kako se lahko to zgodi? Dejstvo je, da je krščanska vera že od samega začetka v nasprotju s kulturo sveta. S kulturo, ki jo mi danes doživljamo. Vrednote sveta se ne ujemajo z vrednotami naše vere, z vrednotami Svetega pisma in Boga. Svetovne prioritete se ne ujemajo s prioritetami naše vere. Človeško kraljestvo ne išče istih stvari kot Božje kraljestvo. Zato ne smemo biti presenečeni in razočarani, ker nenehno doživljamo različne krize, različne konflikte in napetosti ter razočaranja. Mogoče vsak dan, vsako uro. Namesto tega bi morali konflikte in napetosti razumeti kot potrditev, da Sveto pismo in Jezus imata prav, ko nas vabita, da nenehno, dan za dnem obnavljamo in utrjujemo svojo vero v Boga in v vrednote Božjega kraljestva in Svetega pisma. Da vam to ilustriram oziroma ponazorim. Ste že kdaj bili na pohodu ali sprehodu in šli po grobih in nevarnih naravnih stezah, poteh in močvirjih? Vem, da ste, saj jaz sem tudi. Na takih tleh vsakič, ko stopiš z nogo, nisi prepričan, ali boš zvil gleženj, ali boš stopil na trdno podlago, da se ne bi pogreznil do kolen. Zelo uživam, ko se sprehajam po ledu prekritim snegom. Ko hodiš in imaš občutek, da te vsak dan lahko kar vrže v zrak. To je vznemirljivo, vendar tudi grozljivo in nevarno, kaj ne? Takšne in podobne dogodivščine so zelo podobne naši hoji skozi življenje. Našem potovanju, ki je zelo odvisna od prave modrosti in izkušenj. Nikoli nisi povsem prepričan, da boš varno pristal na trdnih tleh. Saj se načela in vrednote, ki nam dnevno svet ponuja, nenehno spreminjajo. Toda Jezus nam danes ponuja roko in nas želi dvigniti. Želi nas voditi naprej. Ima čudovito prihodnost za nas. Ravno zdaj ti pravi. Išči najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo ti bo navrženo. To beremo v Evangeliju po Mateju 6:33. Pomisli, če boš Jezusu veroval, boš zdaj dvignjen. Če mu boš zdaj zaupal, te bo dvignil iz tvojih težav in vzel bo tvoje strahove, ki te blokirajo, da ne moreš iti naprej. Blokirajo te, da ne vidiš prihodnosti. Tudi učenci je niso videli. In ravno zaradi tega je ostal, da jim to pove in da jih spodbudi, da mu verujejo in zaupajo. In verovali so in so mu zaupali. In jih je dvignil, obnovil, dvignil njihovo vero. In so šli naprej in delali velike premike. Ljudje so začeli verovati v Jezusa, življenja so se spreminjala. Ljudje so o njih govorili, ti ljudje, ki svet obračajo na glavo, so zdaj prišli tudi k nam. To beremo v apostolskih delih 17:6.
Današnji svet, dragi moji, je treba zopet obrniti na glavo. Zakaj? Zato, ker je v tem svetu vedno manj prostora za Božjo besedo, za Božje resnice, ki dajejo mir, ki dajejo varnost. Kaj pa s teboj? Ali ti daješ prostor v svojem srcu, v svojem življenju, Božji besedi, Jezusu Kristusu? V svetu je veliko ljudi, ki potrebujejo Jezusa, kaj ne? Žal, v svetu vlada posvetna filozofija, ki ne zagotavlja miru in varnosti, čeprav to obljublja. Zato apostol Pavel kliče: glejte, da vas kdo ne ujame s filozofijo in s prazno prevaro. Ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu. To beremo v pismu Kološanom 2:8. Še nikoli od začetka sveta do danes ni bilo toliko različnih medijev, socialnih omrežij, učenj, filozofij, ki oznanjajo posvetne človeške vrednote, ki ne dajo življenja. Zakaj? Ker v sebi ne nosijo resnice. Ne nosijo resnico o Jezusu, o Bogu, ki lahko pomaga, ki edini daje življenje. Saj je tudi edini Bog. In on je tudi zase povedal: jaz sem pot, jaz sem resnica in življenje in nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. To beremo v Evangeliju po Janezu 14:6. Zakaj je potem posvetna filozofija tako nevarna? Ker ponuja takšne vrednote, kot jih bomo našteli. Prvo vrednoto, ki je tako nevarna, ki nam je ponujena v svetu, je ta, da so vrednote tega sveta nedosledne. In vse, kar nam ponuja, je nedosledno. Naj vam pomagam ponazoriti to točko z nečim, kar je nam vsem znano. Z enim glavnim geslem človeškega kraljestva. Kaj svet pravi? Sledi svojemu srcu. Naredi vse, kar te osrečuje. To načelo in takšna načela se slišijo zelo modro, kaj ne? Težava pa je v tem, da so nedosledna, da so nestabilna in v nasprotju z nauki iz Svetega pisma. V Svetem pismu beremo v Jeremijini knjigi v 17. poglavju od 9. do 10. vrstice. Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno. Kdo ga more doumeti? Pravi 9. vrstica. A svet pravi drugače. Sledi svojemu srcu. A Sveto pismo nas opozarja, da je srce pokvarjeno, zvijačnejše in zmedeno od vsega, kar lahko imamo. In kdo ga lahko doume? Beremo v 10. vrstici naprej, da samo Gospod je zmožen razumeti srce in preiskati njegov namen. Pravi takole: jaz, Gospod, preiskujem srce. Preizkušam v bistvu, da dam vsakemu po njegovih poteh in po sadu njegovih dejanj. Jezus pravi v Evangeliju po Mateju 10:39: kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. To je obrnjeno, kaj ne? Svet pravi, da se moraš prepričati, ali te osrečuje tisto, kar hočeš in delaš. In potem, če te prepriča, vzemi, zagrabi to. Kajti to te bo osrečilo, to te bo dalo mir in veselje. Ali je to res? Vem, da ni. In tudi vi veste, da ni. Zakaj ni? Ker te stvari, kot so denar, zabava, ne morejo dati tega, kar ti potrebuješ. Ne morejo ti dati trajnega miru. Ne morejo ti dati trajnega zadovoljstva, varnosti. Sveto pismo pravi popolnoma drugače. Obrnjeno. Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir
in veselje v Svetem Duhu. To beremo v pismu Rimljanom 14:17. Svet ti tega ne more dati. Zakaj? Ker ga nima. Zato potrebuješ Jezusa. Učenci so ga potrebovali, ko se jim je svet zrušil. In samo Jezus jim je lahko povrnil vero in pomagal. Zato je ostal pri njih 40 dni in jih prepričeval, da je živ in da jih želi obnoviti in dvigniti. Pridi zdaj k Jezusu s svojimi težavami. Priznaj, da nisi našel miru in zadovoljstva v posvetnih vrednotah in zagotovilih, da jih boš našel. Pred nekaj meseci sem se srečal s človekom, ki mi je povedal svojo zgodbo. Pred nekaj leti, pravi, bil sem v težkih depresijah. Dnevno sem moral iti k zdravnikom, kajti bil sem odvisen od njih. Drogiral sem se, pil sem alkohol, bil sem popolnoma izgubljen primer. In nekega dne me je nekdo povabil, da obiščem eno cerkev. S težkim srcem sem se odločil, da jo obiščem. Ravno zaradi tega človeka sem šel in prišli smo na bogoslužje, ki se je začelo. Nič me ni privlačilo. Oni so peli, jaz sem samo razmišljal, kako da grem ven. Potem je prišla pridiga in ko je govornik začel govoriti, kaj delam tukaj, moram vstati, moram odideti, samo sem gledal na uro, moram oditi od tukaj. In na koncu, ko je vsega bilo konec, nisem odšel, je pastor, govornik povabil in je rekel enostavno besedo. Če nekdo, ki je tukaj, ima težave, naj pride naprej in želim moliti zanj. Obstal sem, razmišljal sem, streznil sem se, pa saj jaz sem ta oseba, ki imam težave. Pa to ne morem narediti, pa moram iti naprej. Ta človek je rekel, kdo ima težave, naj pride in bom molil zanj. In sem se ustal in sem šel naprej. Človek, ta pastor, je položil roko name in je molil, o Jezus, ta človek je priznal, da ima težave in on je prišel sedaj k tebi, da mu jih vzameš. In prosim te, v imenu Jezusa Kristusa, v tvojem imenu, vzemi mu jih. Amen. Nič posebnega, pravi. Ničesar nisem niti čutil. Odšel sem in se usedel in potem odšel domov. Tisto noč se nič ni zgodilo. Drugi dan se ni nič zgodilo. Ali potem, drugi, tretji dan, naenkrat moje težave so odšle. Nisem več potreboval zdravila, nisem več potreboval zdravnika, bil sem popolnoma ozdravljen. Tudi ti, če z vero prideš k Jezusu, lahko si trenutno ozdravljen. Ali mogoče čez dan, dva. To je Jezus naredil s svojimi učenci. Kajti oni so se ponovno odpirali za Jezusa. In on jih je obnovil. In šli so naprej, v njegovem imenu in obračali so svet na glavo. Dovoli, da tudi tebe zdaj Jezus obrne na glavo. Tako da bo zavračal posvetne rešitve za tvoj mir, posvetno zadovoljstvo, srečo in dobro življenje in sprejel Jezusove ponudbe. Kajti njegove so boljše. Njegove so vredne, njegove so stalne in vodijo v večnost. Jezus želi, da iz tvojega življenja naredi nekaj stabilnega. Kaj moraš narediti, da Jezus iz tvojega življenja naredi nekaj stabilnega? Prisluhni njegovim besedam, ki jih beremo v Evangeliju po Mateju 7, 24 do 27. Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje,
podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje, zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo. In vendar ni padla. Zakaj? Ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal svojo hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje, zapihali so vetrovi, zagnali so se v to hišo in je padla. In njen padec je bil velik. Si dojel? Smo dojeli sporočilo? Tvoja rešitev je v tem, da boš poslušal Jezusove besede in jih uresničeval. Poslušal in ne uresničeval ne deluje. Deluje samo, če poslušaš in uresničuješ Jezusove besede, ki so zapisane v Svetem pismu. Zakaj potem toliko ljudi sledi posvetnim, nedoslednim vrednotam? Zato, ker so posvetne vrednote zapeljive. Druga beseda za zapeljive je vabljive. Karkoli že, resnica je, da se nam veliko stvari in besed zapakira v lep in privlačen paket. Se spomnite zgodbe, Evine zgodbe? Pravi Sveto pismo, in žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje spoznanje. Poznamo to zgodbo iz Edenskega vrta, kaj ne? Svet ne skrbi za resnico. Pomembno je, kako stvari izgledajo. Da so privlačne za oko, da lepo zvenijo, da je dobro za uho. Če verjamete ali ne, Sveto pismo nam govori o tem. Poglejmo, kaj apostol Pavel pravi za čas, v katerem živimo. V 2. Timoteju 4:3-4. Pravi, prišel bo čas, namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke. Verjamem, da ta čas je zdaj. Veste, apostolu Pavlu je bilo že takrat razodeto, da bodo mnogi ljudje celo svoje življenje iskali samo resnice, ki bi se ujemale z njihovim življenjskim slogom, z njihovo filozofijo. Poleg tega bodo mnogi zavračali resnico samo zato, ker je v nasprotju z njihovim življenjskim slogom in njihovim videnjem. Zato moramo biti osebe, ki nenehno polnijo svoja ušesa in misli z resnico, z Božjo resnico, z Božjo besedo, z njegovimi vrednotami, ki jih najdemo samo v tej knjigi, ki se imenuje Sveto pismo. Zato sledimo Svetemu pismu in ne svojemu slogu. Učenci so bili po 40 dneh v Jezusovi šoli obnove, trdo zasidrani v Jezusovih besedah in popolnoma pripravljeni za vse izzive, ki so jih čakali. Če danes prideš k Jezusu, Jezus lahko tudi od tebe naredi svojega učenca in te pripravi za vse izzive, ki so pred teboj, ki so pred menoj. Ker je Jezus to vedel, da ne bodo sami zmogli, zato jim je obljubil moč iz neba. In Jezus ve, da tudi ti in jaz ne bova zmogla. Zato nam daje Svetega Duha,
ki zagotavlja potrebno moč, ki nam daje potrebno moč, da gremo naprej in da zmoremo. Daje nam moč, da razločamo, daje nam znanje in spoznanje, da vidimo in opazimo, kaj svet uči. Svet uči, da ti moraš nenehno delati na sebi, da bi zmogel. Svet motivira z besedami, ti zmoreš. Vendar se to ne zgodi. Zgodijo se velikokrat padci, razočaranja, depresije, nemiri. Jezus je povedal svojim učencem, da bodo prijeli moč, ko bo Sveti Duh prišel nad njih. To beremo v Evangeliju po Janezu 14, 16, 17. Pravi takole: jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bom drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Si želiš moč Svetega Duha? Če želiš zmagovati, če želiš svet obračati na glavo, če želiš zdržati do konca, če želiš priti v nebesa, če želiš mir, ki presega ves človeški razum, če želiš imeti veselje v vsaki situaciji, težki in lahki, potem potrebuješ Svetega Duha, da ti da moč, ne samo da zdržiš, da si vesel v tem, v čem si. Svetega Duha, ki ga prejme vsaka oseba, ki veruje v Jezusa Kristusa in hodi z njim. Kot so to naredili in delali učenci. Imaš Jezusa v svojem življenju? Ali hodiš z njim? Ali te on vodi? Ali te on svetuje? Ali te on krepča? Če da, nadaljuj. Če pa ne, pridi k njemu sedaj v molitvi. Življenje, dragi moji, ni lahko in ne bo lahko. Verjamem, še bolj teže kot je ta čas. In v tem življenju lahko doživljamo nepopisno težke situacije in trenutke. Vendar v teh trenutkih Jezus nam zagotavlja svoj mir. Jezus nam zagotavlja svojo tolažbo. In ona je zagotovljena v Jezusu. Jezus nam zagotavlja popolno pomoč, vso, ki je potrebna. In ona čaka na te, če sprejmeš Jezusa, če veruješ Jezusu, če hodiš z Jezusom. Zato boš tudi ti lahko izrekel besede apostola Pavla. Vse zmorem v Jezusu Kristusu, ki mi daje moč. To beremo v pismu Filipljanom 4:13. Jezusovi učenci so zmogli, dragi moji, tekli so in zmagovali. Tekli so in oznanjali ta evangelij, to resnico, Jezusov evangelij, ki je spreminjal ljudi in svet. Boš tudi ti tekel? Boš tudi ti oznanjal to resnico? Jaz si želim tega, jaz bom to oznanjal. Oznanjal bom živega Jezusa, ki živi v mojem srcu. Se mi želiš pridružiti? Želim moliti zate in zase, da bi lahko zmogla, da bi bila z Jezusom do konca življenja. Dragi Jezus, hvala ti, da si ti spremenil učence. Hvala ti, da si jih obnovil. Hvala ti, da si jim dvignil njihovo vero in upanje. O Jezus, jaz potrebujem to. Tudi mene se dotakni. Dotakni se slehernega tistega, ki te sedaj išče, ki prosi z menoj to molitev. Tudi mene, Jezus, dvigni. Tudi mene se dotakni. Tudi moje težave vzemi. Tudi meni daj to moč Svetega Duha, da bom lahko zmogel in oznanjal to veselo novico tudi drugim, ki jo potrebujejo. V Jezusovo ime prosim. Amen. Hvala Bogu za to spodbudno besedo in upanje, ki ga imamo v Kristusu. Želim ti, da veruješ
Jezusovim besedam, da živiš in delaš tako, kot uči on, da bi ti dal moč in pomoč z neba v osebi Svetem Duhu, da boš z njegovo močjo obnovljen, da boš voden, živel in oznanjal evangelij, ki bo spreminjal tebe in ljudi, ki boš ta evangelij oznanjal. Želim ti blagoslovljen teden in se vidimo spet v nedeljo. Med tednom pa se vključimo v skupine za proučevanje in živimo vero v praksi. Hodi z njem in njegovi moči. Slavimo te.
ne, nikdar ne odnehaš.